Spoštovani predsednik Vlade Republike Slovenije, dr. Miro Cerar, spoštovana ministrica za obrambo Republike Slovenije, gospa Andreja Katič, spoštovani načelnik generalštaba, gospod dr. Andrej Osterman, generalmajor. Lepo pozdravljeni na videokonferenci s pripadniki Slovenske vojske, ki opravljajo naloge na mednarodnih operacijah in misijah po svetu. In sicer na današnji konferenci se bomo javljali iz naslednjih operacij na Kosovu, Bosni in Hercegovini, v Libanonu in v Afganistanu. Današnje javljanje pa začenjamo z uvodnim pozdravom spoštovane gospe ministrice. Gospa Andreja Katič, beseda je vaša. Najlepša hvala. Spoštovani pripadniki in pripadnice kontingentov Slovenske vojske, lep pozdrav. Vesela sem in hkrati počaščena, da vas lahko 2 dni pred dnevom državnosti nagovorim tako tukaj preko videokonference. Naloge, ki jih častno opravljate v najrazličnejših mednarodnih operacijah in misijah, opravljate v imenu Republike Slovenije. Ste pomemben del naših zunanjepolitičnih, pa tudi obrambnih interesov, saj se svojim delovanjem na najrazličnejših mednarodnih operacijah in misijah pomembno prispevate k našim ambicijam na zunanjepolitičnem in obrambnem področju, saj pomagate pri vzdrževanju miru ter za svojim delovanjem pomagate tudi pri vzpostavljanju nekih razmer, da lahko civilno prebivalstvo na območjih vašega delovanja tudi primerno živi. S svojo aktivnostjo pomagate tudi slovenskemu gospodarstvu, saj na nek način odpirate vrata na območja svojega delovanja. Imela sem možnost za nekaterimi izmed vas se seznaniti na svojem zadnjem obisku v Sarajevu. To je bil moj prvi obisk slovenskega kontingenta v tujini in vse posod, tako v EU kot v sistemu NATO, so mi zagotovili, da ste pripadnice in pripadniki visoko usposobljeni, kompetentni in da ste pomemben del vseh sil, ki se trudijo doseči čim večji uspeh ter mednarodni mir v svetu. Želela bi izpostaviti še to, da naj vas pri vašem delovanju vodi tudi posebna skrb za vašo lastno varnost. Upam, da bom lahko v čim možnem času obiskala tudi vse ostale pripadnice in pripadnike na drugih operacijah in misijah, kot sedaj v Sarajevo, in bi se ob tej priliki danes najlepše zahvalila vsem vam za vaš pomemben prispevek k mednarodnemu miru in varnosti, predvsem pa tudi vašim družinam, zato da vas spodbujajo, ko opravljate to za Slovenijo in tudi za svet pomembno gospodarstvo. Najlepša hvala vam in naj to priliko izkoristim tudi za to, da vam čestitam ob dnevu državnosti. Želim, da ga preživite lepo in v miru. Srečno. Hvala lepa, ministrica. No, sedaj prehajamo na poročanje vodij kontingentov. Najprej besedo predajam na Kosovo, kjer je na zvezi v Peči poveljnik slovenskega kontingenta v operaciji Joint Enterprise, podpolkovnik Boštjan Močnik. Podpolkovnik, beseda je vaša. Lep pozdrav domovino, spoštovani predsednik Vlade Republike Slovenije, ministrica za obrambo, načelnik generalštaba, general Osterman, vsi ostali prisotni. Sem podpolkovnik Boštjan Močnik, poveljnik 31. kontingenta Slovenske vojske na Kosovu. Ob meni pa je prisoten tudi glavni podčastnik kontingenta, višji štabni vodnik Danijel Kovač.
Na mednarodni operaciji misiji Joint Enterprise na Kosovu se nahaja 309 pripadnikov. Vstopamo v svoje 16. leto delovanja in prisotnosti slovenske uniforme v tem okolju. Mandat tega kontingenta 31. pa bo zaključen konec meseca oktobra letošnjega leta, ko bomo svoje naloge predali novemu kontingentu iz sestave motorizirane bataljonske bojne skupine 72. brigade. Temeljno poslanstvo na Kosovu je vzpostavljanje pogojev za razvoj varnega in pa stabilnega okolja ter svoboda gibanja. Naše ključne naloge kontingenta, ki jih izvajamo vsakodnevno, se izražajo preko upravljanj patroljiranj, varovanj, izvajanje helikopterske podpore, vzdrževanje povezav in stika vsakodnevno z lokalnim prebivalstvom, zbiranje in posredovanje obveščevalnih podatkov in pa hkrati tudi pomoč pri razvoju kosovskih varnostnih sil. Pripadniki upravljamo naloge 4 vojaških baz na lokacijah na Kosovu, tako da dnevno izvajamo od 20 do 30 patrulj. Trenutno ocena ogroženosti na Kosovu je srednja na severnem delu in nizka v preostalem delu Kosova. Na neko splošno varnost in njeno oceno v največji meri pa vplivajo etnični spori, zaznavanje aktivnosti delovanja ISIS in pa seveda tudi razvoj situacije v sosednji državi, govorim konkretno v Makedoniji. Kontingent je do sedaj nemoteno izvajal vse naloge, v prejšnjem tednu pa smo sprejeli primerne ukrepe za zaščito sil vseh naših pripadnikov zaradi pridržanja gospoda Haradinaja v Sloveniji in s temi ukrepi smo optimalno zaščitili pripadnike kontingenta. Danes je ta vsakdanji odziv lokalnega prebivalstva, tako kot ga mi občutimo, dnevno nespremenjen. Je pa res, da je mnenje poveljnika Kaforja in njegova ocena, da verjetno ni primerno razmišljati v zmanjšanje sil v Kosovu v bližnji prihodnosti. Neki splošni pogoji za življenje so dobri, z drugo besedo pač vojaški. V prihajajočih dneh pa bomo seveda praznovali in slavili dan državnosti. Naša osrednja slovesnost kontingenta bo izvedena v četrtek, kjer se nam bodo pridružili tudi številni drugi pripadniki ostalih oboroženih sil tukaj na Kosovu. Praznovali bomo pač z okusom slovenske potice in pa naše krajinske klobase in po predstavitvi slovenske narodne noše in pa z nami bo na našem praznovanju tudi veleposlanik Republike Slovenije na Kosovu, gospod Majhen. In da zaključim, splošno stanje v kontingentu je, da smo zdravi, služi nam tehnika, vse naloge se izvajajo kvalitetno in pa kar je pomembno, vojaška disciplina in pa morala sta na zavidljivem nivoju. Toliko za enkrat. Hvala, Ljubljana. Hvala lepa podpolkovniku Boštjanu Močniku na Kosovo in sedaj predajam besedo v Sarajevo, kjer je z nami podpolkovnik Blaž Tomšič, poveljnik slovenskega kontingenta. Sarajevo, beseda je vaša, izvolite. Gospod predsednik vlade, gospa ministrica za obrambo, gospod načelnik generalštaba in vsi prisotni, lep pozdrav v Slovenijo iz Sarajeva. Sem podpolkovnik Blaž Tomšič, poveljnik 34. kontingenta v Bosni in Hercegovini. Pripadniki kontingenta SVDKON 34 v Bosni in Hercegovini delujemo v operaciji EUFOR Althea in operaciji NATO Joint Enterprise. V operaciji EUFOR Althea deluje skupaj 9 pripadnikov in sicer 2 v poveljstvu EUFOR, 2 v nacionalni podporni enoti, 3 v skupini za obveščevalno podporo in 2 v nacionalni obveščevalni celici. V NATO operaciji Joint Enterprise deluje 7 pripadnikov kontingenta in sicer vsi v NATO poveljstvu Sarajevo. 2 delujeta kot višja svetovalca, 1 za planiranje in organizacijo, druga pa za upravljanje človeških virov. 5 pripadnikov je razporejenih v obveščevalno celico štaba poveljstva, od katerih 3 tvorijo skupino za obveščevalno podporo. V operaciji EUFOR Althea in NATO Joint Enterprise v Bosni in Hercegovini v okviru neizvršilne funkcije izvajata aktivnosti za izgradnjo zmogljivosti in usposabljanje oboroženih sil v Bosni in Hercegovini. Poleg tega pa ohranjata tudi izvršilno vlogo pri pomoči oblastem Bosne in Hercegovine za vzdrževanje varnega in stabilnega okolja v državi,
kar je nenazadnje tudi osnovno poslanstvo pripadnikov skupin in enot kontingenta od aprila dalje. In sicer podpora mednarodni skupnosti pri zagotavljanju miru, varnosti in stabilnosti v Bosni in Hercegovini. Naj tukaj izpostavim tri ključne naloge, in sicer še tri ključne naloge. Svetovanje oblastem Bosne in Hercegovine pri reformi obrambnega sektorja, vključno s koordiniranjem aktivnosti v okviru partnerstva za mir, zagotavljati podporo oboroženim silam Bosne in Hercegovine pri izgradnji njenih zmogljivosti in pri usposabljanju, ter spremljati varnostno situacijo in pa politično situacijo v Bosni in Hercegovini. Splošna varnostna situacija v Bosni in Hercegovini je relativno stabilna in je ocenjena s stopnjo nizko. Je pa za Bosno in Hercegovino značilna predvsem slaba socialna in ekonomska situacija, nekje 43% je nezaposlenih, degradirano okolje in slabe zdravstvene razmere. Še vedno je za očistiti 19 tisoč znanih minskih eksplozivnih polj oziroma 297 kvadratnih kilometrov površin. Ocena pa je, da je takih površin še 1176 kvadratnih kilometrov. Visoka prisotnost radikalnih in ekstremističnih skupin. Registriranih je 157 oseb povezanih s ISIL-om. Ocena je, da je takih oseb 330 in 10krat več tistih, ki jih podpirajo. Še vedno so prisotne medetične napetnosti v celotni državi, čemur je bil priča tudi nedavni dogodek na policijski postaji v Zvorniku. Tudi v oboroženih silah, ki so medetnične dejansko, je še vedno zaupanje med pripadniki oboroženih sil bolj deklarativno. Na brigadnem nivoju in višje so mešane strukture, vendar na nižjem nivoju, bataljonskem in polkovnem, so pa že organizirani bolj po etničnih skupinah. Tudi sodelovanje med Federacije Bosne in Hercegovine in Republike Srpske je bolj slabo. Organiziran kriminal se je zajedel v vse spore družbe, sistemska korupcija je prisotna na vsakem koraku, nepotizem v politiki. Naj poudarim tudi, da je odnos domačinov do pripadnikov mednarodnih sil, predvsem v Republiki Srpski, precej odklonilen. Imamo pa pripadniki slovenskega kontingenta eno odločilno prednost, predvsem zaradi poznavanja in razumevanja lokalnega jezika in s tem tudi kulture. Naj povem še, da bomo dan državnosti obeležili s postrojem in krajšim nagovorom. V večernih urah pa se bo manjša delegacija kontingenta udeležila koncerta, ki ga ob dnevu državnosti organizira tukajšnje slovensko društvo Cankar v Sarajevu. V petek pa bomo pripadniki kontingenta pripravili manjši sprejem za predstavnike tukaj prisotnih vojska, za predstavnike veleposlaništva in pa tudi že prej omenjenega kulturnega društva. Za konec še podatek, da se vsi pripadniki kontingenta dobro počutijo in redno in vestno opravljajo svoje naloge in da je morala zelo visoka. Predajam besedo nazaj v Ljubljano. Hvala lepa v Sarajevo in sedaj gremo na telefonsko zvezo v Libanon, kjer je v Šami na zvezi major Igor Košič, poveljnik kontingenta. Major, se slišimo. Hvala, se slišimo. Gospod predsednik, gospa ministrica, gospod načelnik, vsi ostali prisotni, lep pozdrav. Sem major Igor Košič in sem poveljnik 18. kontingenta v Libanonu. Dovolite, da vam na kratko predstavim kontingent in pa naše delovanje. Začetek misije je 14. maj letošnjega leta. Naše poslanstvo se ni spremenilo in sicer je to, da kontingent deluje v okviru italijanske brigade. Območje delovanja je zahodni sektor odgovornosti UNIFIL-a. Naloge izvaja v skladu z mandatom OZN. Cilj je preprečevanje ponovnih sovražnosti in pa ustvarjanje pogojev za trajni mir. Struktura kontingenta, poveljnik kontingenta in tudi hkrati tudi najvišji nacionalni predstavnik, častnik Slovenske vojske in pripadnik OVSA v strukturi poveljstva italijanske brigade, 8 pripadnikov izvidniškega oddelka, 3 pripadniki nacionalnega podpornega elementa, ki so hkrati tudi taktično-operativni center, torej skupaj nas je tukaj 14 pripadnikov. Naloge je patroliranje in zagotavljanje nadzora nad terenom, odkrivanje izstrelišč raket, bunkerjev in opreme,
sodelovanje pri usposabljanju enot libanonske vojske, spremljanje VIPOSEK, ukrepi zaščite sil in pa redno in dodatno usposabljanje. Območje in način delovanja je celotno območje sektorja Zahod. Enkrat ni poškodb ali bolezni, hrana je dobra, morala je visoka, tehnika nam odlično služi, imamo občasne probleme z izpadom interneta in elektrike, upam, da bo danes to držalo. In odlično smo pripravljeni za izvajanje vseh dodeljenih nalog. Varnostna situacija na območju delovanja je stabilna in pod nadzorom, vendar občutljiva. Glede na dogodke, ki se dogajajo ali se lahko zgodijo v Siriji oziroma na območju Golanske planote, dogodki, ki bi imeli neposreden vpliv na delovanje kontingenta, ni bilo. Resno opozorilo med možnimi uporabami avtomobilov, napolnjenim z eksplozivom oziroma samomorilci, je še vedno v veljavi. Pripadniki UNIFIL-a so še vedno legitimna tarča ISIL-a. Povečano je povečano opazovanje enot strani lokalnega prebivalstva, kljub temu pa kontingent nemoteno nadaljuje z nalogami. Dan državnosti bomo praznovali v četrtek 25. junija. Pripravili bomo krajšo slovesnost, povabili bomo tudi tuje goste, torej pripadnike tujih držav, ki so v bazi. Kasneje bomo priredili druženje ob slovenski hrani, torej skupaj bomo govejo župo in vse, kar pa še zraven. Hvala za enkrat, Ljubljana. Hvala lepa v Libanon in kot zadnji, pa ne najmanj oziroma najbolj oddaleč, se pa nam javlja stotnik Miha Rijavec. Torej v Afganistanu imamo stotnika Miha Rijavca na zvezi. Stotnik, beseda je tvoja. Hvala lepa za besedo, lep in sončen pozdrav tudi iz Afganistana, spoštovan predsednik Vlade Republike Slovenije, spoštovana gospa ministrica, načelnik Generalštaba Slovenske vojske in ostali prisotni. Z našim javljanjem želim poslati mogoče malo sonca iz Afganistana, namreč trenutno imamo 38 stopinj in pa tudi zadnje 3 tedne brez oblaka na nebu, tako da upam, da bomo z javljanjem poslali kaj več više temperature in kaj več sonca v Slovenijo. Dovolite, da nakratko predstavim kontingent, v katerem deluje 10 pripadnikov Slovenske vojske v misiji Resolute Support, ki se je začela z letošnjim letom v januarju. Bistvene razlike v tej misiji Resolute Support zavezništva so, da gre za nebojno misijo, kjer koalicijske sile neposredno ne sodelujejo v vojnih operacijah, tako samostojno kot tudi ne z pripadniki afganistanskih varnostnih sil. In pa mi predvsem smo osredotočeni na usposabljanje, pomoč in pa svetovanje afganistanskih varnostnih silam. Kontingent bi lahko grobo razdelili na 3 dele. V prvem delu seveda sta oba svetovalca afganistanskim varnostnim silam, potem ostali del so pripadniki, ki delujejo v večnacionalnem poveljstvu za usposabljanje, svetovanje in pomoč Zahod. In pa tudi imamo pripadnika, ki skrbi za nacionalno podporo kontingenta. Naloge svetovalcev so seveda zelo povezane z samim poslanstvom misije Resolute Support. Pri tem oba svetovalca redno obiskujeta pripadnike afganistanske vojske, se pravi točne 207. korpusa, ki se nahaja v Camp Zafarju, nekje 10 km južno od nas. Transport za svetovalce zagotavlja italijanska vojska, kot tudi samo varovanje v času svetovanja izven baze. Medtem ko se pripadniki v mednarodnem poveljstvu Zahod predvsem podpirajo s svojim štabnim delom delo svetovalcev, torej ne samo svetovalcev afganistanske vojske, ampak tudi ostalih delov varnostnih struktur v Afganistanu. Varnostna situacija seveda je zelo nepredvidljiva, predvsem pa ob sezoni bojevanja obstaja porast groženj in pa samih napadov na baze koalicijskih sil, kot tudi varnostnih sil afganistanske vojske oziroma ostalih elementov. Povečana seveda tudi aktivnost upornikov v sezoni bojevanja in pa tudi možnost napadov, tako imenovanih Green on Blue, se pravi napadov pripadnikov afganistanskih varnostnih sil na svetovalce oziroma na ostale pripadnike koalicijskih sil. Najprej naj tudi jaz povem, da mi je v veliko čast, da sem danes povezan z vami
in da pravzaprav ste kot predstavniki Slovenske vojske in seveda kot Slovenska vojska na teh pomembnih misijah v tujini, kjer zagotavljate v teh okoljih mednarodni mir in varnost. Menim, da je vaš prispevek izjemno pomemben tako za mednarodno skupnost, kot tudi za ugled Slovenije, Slovenske vojske in nenazadnje tudi za usposobljenost naše vojske. Moram reči, da mi je še posebej ljubo, da govorim z vami ob tej priliki, ko bomo te dni praznovali državni praznik. Res me veseli, da tudi vi boste ga uspeli praznovati in vam seveda o prazniku čestitam. Zdaj mimogrede še omenim, da sem bil obveščen, da danes praznuje višji vodnik Vinko Aleš, ki je na misiji na Kosovu rojstni dan, tako da bi prosil podpolkovnika Močnika, da mu prenese tudi moje čestitke. Predvsem me zelo veseli, da slišim, da je motiviranost visoka, da je morala vojska visoka in tukaj bi že sledilo neko moje vprašanje pravzaprav vsem vam, ki mi zdaj poslušate, kako vam uspeva dosegati to visoko stopnjo moralne motiviranosti. In zanima me še posebej, glede na to, da delate v teh raznolikih okoljih, kako uspevate ohranjati ta dober ali pa konstruktivni odnos s prebivalstvom, oziroma tam, kjer ga ni, kako, ker ste recimo že omenili, na primer v Bosni, da se pojavljajo razlike v odnosu do pripadnikov vojske, kako seveda uspevate presegati te probleme, kadar prihaja do kakšnih zapletov. Še posebej bi izpostavil, da sem tudi sam budno spremljal v zadnjih dnevih situacijo na Kosovu, ko se je pač v Sloveniji dogodilo, da je bil pridržan kosovski visoki politik Haradinaj. Veseli me, da so bili pravi ukrepi sprejeti takoj in da se je zadeva že umirila, tako da upam, da je zdaj dejansko, kot sem slišal, situacija tam mirna. Zanima me tudi neka ocena, bi rekel, ki jo morda lahko spoštovani oficiri podaste o tem, kako zagotavljate varnost vojakov, torej vseh pripadnikov naših enot, kajti moram reči, da tako kot predsednik vlade, kot tudi državljan, seveda me še posebej zanima, kako je za to varnost poskrbljeno pač v okviru vašega delovanja, ki je zagotovo tvegano in naj tu izrazim željo, da bi seveda še naprej bili tako uspešni tudi v tem pogledu, ne samo v svojem prispevku k umiritvam razmer, k usposabljanju pač tamkajšnjih vojaških obramnih, varnostnih in drugih enot, ampak tudi v zavarovanju naših kontingentov, kajti varnost naših vojakov je seveda prva skrb. In naj nekako povem še to, da seveda upam, da boste bili na nek način tudi v stiku z vašimi družinami, tisti, ki jih imate, z vašimi otroci, ženami, partnerji. Hkrati pa naj za konec povem, da je domovina z vami in da smo ponosni na vas in vam želimo še naprej uspešno upravljanje vašega poslanstva v teh misijah. Hvala lepa, predsednik. Sedaj pa se vračamo k odgovorom na vprašanja, torej sklop 3 vprašanj v zvezi z vzdrževanjem visoke stopnje morale, v zvezi z vzdrževanjem ustreznega odnosa med prebivalci in pripadniki Slovenske vojske in kako tam, kjer to celoti ni tako, kot je običajno na ostalih, in ocena, kako zagotavljate varnost vojakom in enotam oziroma tako visoko stopnjo varnosti. In najprej kličem Kosovo, podpolkovnik Močnik, boste vi začel z odgovori na vprašanje predsednika vlade. Podpolkovnik, beseda je vaša. Ja, Simon, hvala. Gospod predsednik, morala, ki ste jo omenil, gre v bistvu za nivo, ki je seveda želja vseh vojskah, tudi v naši, na osebnem nivoju, se pravi, govorimo o morali posameznika. Ta se gradi skozi leta in skozi količine treninga
oziroma če želite vojaškega usposabljanja doma, v vojašnici, na številnih usposabljanjih. Ko zgradiš vojaka kot posameznika, potem imaš možnost, in to si seveda vojska želi, to si jaz želim kot poveljnik, da izgradiš vojaško kohezijo. Če želiš seveda doseči to, je to možno samo preko visoke stopnje stalnosti. Stalnost pa pomeni, da vojaki v kolektivu na nivoju oddelka, če želite 10 ljudi, voda 30 ali pa čete preko 100 ljudi, preživijo drug z drugim zadovoljiv čas. Se pravi, da se zagotovi stalnost. Z nami Slovenci, to je moja 4. misija, bil sem v Bosni in Hercegovini, 2-krat v Afganistanu prej. Za nas Slovence v uniformi, ne samo danes, tudi skozi zgodovino nazaj, je pač vedno tako, da se vedno želimo izkazati. Imamo to v sebi, verjetno ne samo vojski kot instituciji, in lepo je videti in lepo je povedovati ljudem, ki razumejo profesijo in ki seveda razumejo tudi svojo odgovornost kot predstavniki uniforme, kot to, kar ste sami prej omenili, kot državljani v tem primeru Republike Slovenije. Zdaj, sam odnos do lokalnega prebivalstva je v primerjavi verjetno z misijo v Libanonu ali pa v Afganistanu mogoče malce specifičen in pa hkrati podoben v Bosni in Hercegovini. Naša prednost je seveda, da to okolje poznamo. Druga naša prednost je, da 2/3 pripadnikov, ki so danes ob meni na Kosovu, so tukaj povratniki, poznajo izzive in dileme tega okolja iz nekega preteklega časa. V prednost je seveda tudi neka kulturna bližnost napram Afganistanu, če želite, in pa absolutna prednost, sposobnost komuniciranja tako z enimi kot z drugimi, tako s Srbi, ki živijo tukaj, kot seveda tudi z Albanci. In pa mogoče zadnje vprašanje, ki ste ga izpostavil, varnost in varnostni ukrepi. Seveda to je eden od ključnih temeljev, na katerega dajemo velik poudarek v pripravi kontingenta. Celoten cikl priprave kontingentov, ne glede na lokacijo napotitve, temeljijo na usposabljanju, ki je realistično, na usposabljanju, ki predvideva tveganja. V tujem jeziku bi rekli, da mora vsak poveljnik razumeti risk assessment, zdaj v slovenščini bi pa to rekel oceno tveganja. Se pravi, če razumeš oceno tveganja, tudi prepoznaš ukrepe, s katerimi boš garantiral maksimalno varnost svojih pripadnikov. Verjamem pa, da razumete in veste, da absolutne varnosti v uniformi ni, ne glede na lokacijo, kjer opravljamo svoje delo. Toliko zaenkrat, hvala. Podpolkovnik, hvala lepa. Predsednik verjetno je zelo slikovito opisal odgovore na vprašanje, tako da bodo verjetno njegovi nasledniki malo krajši. In sicer kličem Bosno in Hercegovino, Blaža Tomšiča. Še vaš pogled na predsednikova vprašanja, prosim. Beseda je vaša. Ja, lep pozdrav še enkrat iz Sarajeva. Predvsem, kar se tiče visoke morale, bi izpostavil predvsem visoko usposobljenost pripadnikov. Ta visoka usposobljenost je prepoznana se strani pripadnikov drugih vojska, čemur je bila priča tudi gospa ministrica pa načelnik na zadnjem obisku, ki ste ga imela tukaj pri nas. Jaz dnevno poslušam besede hvale na račun naših pripadnikov, kako so strokovni, kako so profesionalni in kako se lahko, predvsem to, kako se lahko zanesejo na njih. In mislim, da je to tudi ključ do visoke morale, namreč to vsakemu posamezniku daje posebno zadovoljstvo pri opravljanju nalog in zaradi tega mislim, da je tudi potem sama morala visoka. Nenazadnje, vsak posameznik rabi in tudi mora imeti, in tukaj se moram zahvaliti našim domačim, podporo od doma in tudi tukaj torej zahvala predvsem našim družinam, ker nas podpirajo v naši nameri, da opravljamo te naloge v tujini. Kar se tiče samega odnosa do prebivalcev, jaz sem že prej povedal, da imamo mi neko prednost. Imamo neko skupno zgodovino in to nam tudi pomaga pri opravljanju dnevnih nalog. Poznamo kulturo, poznamo jezik in to ruši marsikatero bariero. Tudi takrat, ko morda bi nastal konflikt, se ga da zgladiti z poznavanjem te kulture, z poznavanjem jezika.
Predvsem bi tukaj izpostavil naš obveščevalni del. Fantje so najbolj izpostavljeni in oni so tisti, ki v bistvu te prednosti, tega poznavanja kulture in jezika tudi najbolj izkoriščajo. Je pa tako, kot je že moj predhodnik povedal, glede zagotavljanja varnosti ključno to, torej, da se spoštujejo neki ukrepi zagotavljanja varnosti, predvsem vezano na samo oceno tveganja za vsako nalogo posebej. In tukaj naši fantje, predvsem ta obveščevalni del, ki je najbolj izpostavljen, te ukrepe spoštuje dosledno in tukaj je lahko samo njim v zahvalo, da vse naloge potekajo tako nemoteno in na tako visokem nivoju. Toliko z moje strani, predajam besedo nazaj v Ljubljano. Hvala lepa, podpolkovnik, in predajam besedo Igorju Košiču v Libanon. Na zvezi je verjetno Igor. Izvoli. Hvala lepa. Ja, jaz tukaj več kaj dosti imam dodati, moja dva predhodnika sta v bistvu to vse povedala in to se dari tudi za nas. Mi smo sicer majhen kolektiv, sam mesec je, vendar je kolektiv trden, fantje se poznajo, so bili skupaj na urjenju in se poznajo že dlje časa. Seveda, vzdrževanje morale je tudi na drug način, skozi šport, druženje, obveščanje fantov in stiki z družinami. Kar se tiče odnosa z prebivalstvom, je tukaj nasplošno, so prebivalci do UNIFIL-a zelo korektni, nasplošno. Nam pa je dano še to, da smo tukaj prepoznavni in sicer smo edini z takimi vozili v Libanonu. To je eno in korektnost obnašanja torej do lokalnega prebivalstva. Zgodi se tudi, nam se je že zgodilo nekajkrat, da so neke neprimerne kretnje proti nam, da mi to spremljamo z nasmehom in pozdravom tem ljudem. Kar se tiče zagotavljanja varnosti, pa je različno. Seveda v baza je varovana fizično in tehnično. To pomeni, da je okoli baze ograja, kamere, da so postavljeni stražarski stolpi, ki so popolnjeni z ljudmi in pa patrulje, ki so organizirane v bazi. Kar se tiče pa nalog, pa je tukaj predvsem prizorjenost. Prizorjenost, ki je tudi potrjena strani tudi NATO in Slovenije. In pa pri pripravah na naloge si ne dovolimo nikakršne rutine. Torej, detaljna priprava pa na vsako posebno nalogo in v te priprave vključujemo tudi, imamo to možnost in to tudi počnemo, predstavnika OVSE, ki nas detaljno opozori na občutljive točke na tistem delu terena, kamor se tisti dan tudi opravljamo. Hvala, Ljubljana. Hvala lepa tudi v Libanon in še pogled iz Afganistana oziroma beseda iz Afganistana, Stotnik Rijavec, izvoli. Ja, hvala za besedo, predsednik, hvala za vprašanje in pa tudi za lepe želje v dnevu državnosti. Jaz bi se hvala mojim predhodnikom, ker so vam verjetno kar v dosti meri odgovorili na vaše vprašanja. Mogoče bi se mu dodal malenkost specifiko Afganistana. Seveda mi tu kulture in pa jezika ne poznamo v taki meri kot v ostalih, torej na območju Zahodnega Balkana, kjer delujejo naši kolegi. Seveda tu je predvsem pomembno v odnosu do lokalnega prebivalstva poznavanje in pa spoštovanje kulture in običajev. Mi ogromno časa tudi namenimo delu z prevajalstvom, ki je nekako naša tista povezava z pripadniki afganistanskih sil ali pa z lokalnim prebivalstvom. In tu je tisti ključ do uspeha tudi v vzpostavitvi pozitivnih in pa zelo dobrih odnosov tako s pripadniki afganistanskih sil kot z lokalnim prebivalstvom, večinoma tu seveda v bazi. Kar se pa varnosti tiče, pa seveda tudi malenko specifika Afganistan, saj je tu ogroženost koalicijskih sil nekoliko višja kot na ostalih misijah. Tu je predvsem bistveno spremljanje varnostnih groženj, priprava moštva pred samo nalogo skladno z varnostnimi grožnjami, ki obstajajo, in pa seveda uporaba zaščitne opreme, ki jo imamo tu v Afganistanu. Celoten sklop teh postopkov seveda potem omogoča dvig varnostne kulture in pa predvsem tudi zaščito lastnih sil. Kot pa je že prej omenil v začetku podpolkovnik Močnik, pa seveda tisto usposabljanje, ki je narejeno pred samim misijo in pa do usposabljanja misiji,
pa je tisto potem, ki doda še piko na i. Toliko z moje strani, vračam besedo zdaj v Ljubljano. Hvala lepa vsem poveljnikom, ki ste izčrpno odgovorili predsedniku. Predsednik, morda še kakšno? Ja, želim še nekaj povedati. Najprej se vsem poveljnikom še enkrat zahvaljujem za to poročilo. Seveda njim in vsem ostalim pripadnikom Slovenske vojske še enkrat hvala za vse to, kar počnejo. Predvsem sem izjemno vesel tega, da se izkazujejo in dokazujejo za visoko izurjenostjo in usposobljenostjo. Mislim, da tukaj gre lahko tudi moja zahvala celotnemu generalštabu, ministrstvu, vsem pripadnikom vojske, kajti to je seveda nekaj, kar raste in se oblikuje skozi kolektivno delo. In to me še posebej veseli, da se na ta način predstavljamo v svetu, torej kot kredibilni, visoko usposobljeni. Na ta način mislim, da so naši pripadniki Slovenske vojske zelo pomembni ambasadori Slovenije. Je bila pa izjemno všeč neka misel, namreč eden od poveljnikov je dejal, da Slovenci se vedno želimo izkazati. Mislim, da to misel bi morali danes in v prihodnjih dneh slišati vsi Slovenci, upam, da jo bodo, da jih bo čim več takih, ki jo bodo slišali, kajti to je tisti duh, tista, kako bi rekel, tisti entuziazem, ki ga rabimo več v Sloveniji, da se bomo tudi mi tukaj doma želeli čim bolj izkazati, seveda v dobrem, in da bomo tako, kot ste vi, pripadniki Slovenske vojske v tujini, se izkazali tudi ne samo za sposobnost, ampak tudi, da ste vredni zaupanja. Ta stvar je še posebej pomembna, kajti zaupanja povsod v svetu primanjkuje in če to začutijo lokalni prebivalci, če to začutijo pripadniki drugih vojska, s katerimi sodelujete, in če to mi danes lahko s ponosom začutimo, da ste vredni zaupanja, da ste usposobljeni in da se želite izkazati, jaz mislim, da je to največje darilo v našem državnem prazniku. Tako da hvala vam lepa in uspešno srečno naprej. Predsednik, hvala lepa. Naj še vas obvestim, predsednik, da je danes poveljnik Združenega operativnega centra Medja Klemen, tudi polkovnik Medja Klemen, tudi klical oziroma bil na zvezi z ostalimi predstavniki misij na UNCO v Maliju, Beogradu in v Skopju. Vsi so v redu, vsi so podobno kot naši poročevalci, vsi vam prenašajo lepe pozdrave, lepe želje ob prazniku in pravijo, da bi želeli, da so z vami, ampak tele 4 smo danes poklicali, ostale pa še bomo morda kdaj prihodnjič. V zaključku pa predajam besedo še pozdravno besedo načelniku generalštaba, generalmajoru dr. Andreju Ostermanu, da pozdravi naše kontingente in s tem smo konferenco počasi pripeljali do konca. Spoštovane pripadnice in pripadniki na mednarodnih operacijah in misijah, tudi moj pozdrav vsem vam, ki uspešno upravljate svoje naloge. Želim vam, da še naprej uspešno upravljate dodeljene naloge, predvsem pa varno. Za državni praznik vam tudi čestitam in želim, kar se da ga prijetno tudi preživite. Hvala lepa tudi načelniku. S tem smo zaključili. Udeležencem današnje konference se zahvaljujem. Hvala našim operaterjem, da je zveza vzdržala. To gre njim zasluga. Spoštovani predsednik vlade, hvala lepa za vaš obisk danes. Hvala za lepe želje, ki jih seveda tudi ob našem skupnem prazniku vračamo. Torej, teh dneh bomo praznovali skupaj skoraj četrt stoletja naše skupne domovine, ki smo si jo vojaki tudi priborili. Predstavniki medijev, vabim vas, da sodelujete še na izjavi, ki jo bi imel predsednik vlade po zaključku tega dela in da se predstavite tukaj na mesto za izjavo. Predsednik, ministrica, načelnik, ostali, hvala lepa.